Gospodarska zbornica Slovenije meni, da je umik države in s tem politike iz gospodarstva nujen in podpira privatizacijo slovenskega gospodarstva, vendar pri tem poudarja, da mora privatizacija potekati na transparenten in strateško premišljen način. Kajti nespametno pa bi bilo, da bi prodajali, kot pravimo, gosi, ki nosijo zlata jajca, ali pa da bi seveda prodajali na hitro na silo takrat, ko so prenizke cene. Dvig minimalne plače bi po mnenju GZS v tem trenutku pomenil novo grožnjo delovnim mestom in manjšo potencialno zaposlenost mladih diplomantov. V tem trenutku preko 100 tisoč zaposlenih dela v podjetjih, ki so premalo rentabilna in bi pritisk od zunaj pomenil še povečevanje brezposelnosti in tudi dvig revščine. Na novinarski konferenci so predstavniki GZS in podjetij ponovno opozorili, da bi dodatne obremenitve energetsko intenzivne industrije ogrozile delovna mesta, proizvodnjo, razvoj in celo poslovanje nekaterih podjetij. Če bi mi postali zaradi nekih ukrepov manj konkurenčni, bi se ta proizvodnja selila v okolja, ki so bolj, bi rekel, odprta za to energetsko intenzivno industrijo, bi se verjetno emisije samo povečale. Na poslovnem zajtrku, ki ga je na temo poslovanja z Belgijo organiziral Center za mednarodno poslovanje GZS, so se udeleženci seznanili z značilnostmi belgijskega gospodarstva, svoje izkušnje na tem trgu pa so predstavili predstavniki nekaterih domačih podjetij. Mi smo imeli zelo dobre izkušnje in še vedno imamo zelo dobre izkušnje z Belgijo. Specifika trga je, da se je treba na ta trg pripraviti. Center za mednarodno poslovanje Gospodarske zbornice Slovenije je pripravil tradicionalno srečanje gospodarstvenikov z veleposlaniki in ekonomskimi svetniki, akreditiranimi za Slovenijo. I want to continue my efforts, our efforts with you to promote further our relations. Na posvetu z naslovom Upravljanje z vodami, velika investicijska in izvozna priložnost, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, je tekla razprava o tem, kako preseči neizkoriščene možnosti in potenciale, ki lahko povečajo ekonomsko upravičenost vlaganj države in gospodarstva v celovite okoljsko-energetske objekte. Smatramo seveda pa, da je treba pri upravljanju voda gledati na stvari celovito. Govoril bi o tem, da je voda tipičen primer krožnega gospodarstva, kjer se uporablja vir v vseh fazah delovanja. V tem smislu seveda SID banka podpira tako celovito delovanje. Predstavniki delodajalcev in delojemalcev so na GZS slovesno podpisali novo kolektivno pogodbo za dejavnost kovinske industrije Slovenije. To je, da se mi zdi, da to je pomembno, da smo dosegli ta dogovor in da bo šla ta naša zgodba naprej. GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, je organizirala nacionalno praktično delavnico o varnosti in zdravju pri delu v gradbeništvu s poudarkom na ravnanju z azbestom. Ja, na področju varnosti in zdravja pri delu oziroma zagotavljanja varnostnih ukrepov na začasnih deloviščih pri odstranjevanju azbestnih izdelkov je potrebno zagotoviti dosledno izvajanje zakonodaje na tem področju. Na GZS, Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, je potekalo ocenjevanje kakovosti kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, vključno s keksi in testeninami, ki se potegujejo za zlata priznanja najboljšim pekovskim izdelkom za leto 2015. Moram povedati, da izdelke, ki smo jih do tega časa ocenili, lahko uvrščamo v najvišje kakovostne razrede. Lahko rečem, da je kakovost res vrhunska.